Mladinski delavci Mladinskega centra Dravinjske doline so se udeležili usposabljanja na temo izvajanja aktivnosti za spodbujanje medkulturnega dialoga. Usposabljanje je potekalo v okviru projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga, ki ga sofinancira Evropska unija v sklopu programa Progress. Udeležencem iz različnih slovenskih mladinskih centrov so v MC Trbovlje posredovali znanje za izvajanje uric medkulturnega dialoga, ki se v tem času izvajajo v srednjih šolah v vseh 12 statističnih regijah v Sloveniji. Teoretični uvod v izvajanje aktivnosti so prispevala društva Legebitra, Rozana in Zveza Romov Slovenije. V Mladinskem centru Dravinjske doline so med prvomajskimi počitnicami za mlade pripravili dvodnevni program spomladanske šole kreativnosti. Pri pripravi in izvedbi so sodelovali evropski prostovoljci, ki v Slovenskih Konjicah gostujejo v okviru programa Mladi v akciji, ki ga financira Evropska komisija. Udeleženci so prvi dan z Elif Kojunčuk in Kanberkom Turanom iz Turčije spoznavali skrivnosti in zakone narave. Drugi dan pa je minil v duhu medkulturnega češko-turškega dne. Poleg že omenjenih EVS prostovoljcev je aktivnosti vodil tudi Tomaž Zogata iz Češke. Mladi so pripravljali in preizkušali tradicionalne jedi iz obeh držav in se seznanjali z likovno in filmsko umetnostjo. Drugi dan je bil izveden v okviru aktivnosti projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga, ki ga sofinancira Evropska unija v programu Progress. Namen izmenjav v sklopu projekta Poišči svojo pot v lokalno skupnost, ki ga financira Evropska komisija na slovenski in hrvaški strani, je predvsem spoznavanje življenja vrstnikov v drugi državi, primerjava delovanja demokracije v obeh državah na lokalnem in nacionalnem nivoju, deljenje izkušenj in primerjanje načina življenja ter problemov in ovir, s katerimi se mladi v posameznem lokalnem okolju soočajo, in raziskovanje možnosti za aktivno participacijo v domačem mestu. Poleg izmenjav pa mladi svojo pot v lokalno skupnost iščejo tudi s pomočjo aktivnosti, ki bodo izvedene na občini sami. Skupina dijakov iz Slovenskih Konjic se je v času prvomajskih počitnic skupaj z Mladinskim centrom Dravinjske doline odpravila v Novsko na Hrvaškem in tako so se srečali tretjič v okviru prej omenjenega projekta. Mladi so poleg simulacije občinskega sveta, spoznavanja realnosti sprejemanja odločitev ter kviza o demokraciji spoznavali kraj Novska in njegove znamenitosti, obiskali spominsko področje Jasenovac, se odpravili na paintball ter še močneje utrdili prijateljske vezi. V Mladinskem centru Dravinjske doline v Slovenskih Konjicah so 18. maja 2013 v prireditveni dvorani MC Patriot tokrat za svoje goste pripravili koncert skupine Flirt, Borut, Peter, David, Toni in Rok. Skupina, ki obstaja vse od leta 1997 in se prav dobro drži na glasbeni sceni, se je predstavila z novim albumom Live, ki je že 5. po vrsti. Nastop so začinili še starimi legendarnimi pesmimi, ki so se jim pridružili tudi obiskovalci. Mladinski center Dravinjske doline je drugi majski vikend v prireditveni dvorani MC Patriot v Slovenskih Konjicah priredil večer reggae glasbe. Na odru MC Patriot je tokrat obiskovalce zabaval 4-članski bend Bro. Bobni, bas, 2 kitari in vokal skupaj s kombiniranjem elektronike ustvarjajo zelo zanimivo glasbo. Skupina je predstavila občinstvu svoji 2 plošči in za dodatno zabavo poskrbela še z nekaj priredbami znanih glasbenikov v reggae preobleki.